Nedavne ankete razkrivajo, kako razdeljeni so ameriški judi glede Izraela in njegovih večfrontnih vojn. Po anketi AP se 7 od 10 odraslih Judov na splošno opredeljuje kot Judje, ko jih vprašajo o njihovi verski pripadnosti. Po drugi strani pa, ko gre za vojno v Gazi, le polovica teh 70% verjame, da so izraelske operacije v Gazi upravičene. Približno 25% tistih, ki se opredeljujejo kot Judje, verjame, da je Izrael zagrešil genocid. Z nami iz Jeruzalema je zdaj profesor Gil Troy, višji sodelavec pri JPPI in avtor knjige The Essential Guide to the US-Israel Partnership. Pozdravljeni in hvala, da ste se nam pridružili. Vesel sem, da vas vidim in naj vam za nazaj še voščim vesel 4. julij. Da, točno tako, točno tako. Povejte nam najprej nekaj o teh anketah. Mislim, da so si podobne, a hkrati različne, vendar vse nekako kažejo na isto stvar, zaradi katere se praskate po glavi. Ali se je od 7. oktobra kaj spremenilo glede pogledov ameriških Judov na Izrael v tej vojni, o čemer morda prej niste razmišljali? No, pomislimo na dva temeljna pojava. Prvič, potekala je izjemna medijska kampanja na družbenih omrežjih in izjemna mednarodna kampanja proti Izraelu, ki je besedo genocid postavila v središče javnega mnenja. Opravil sem študijo 9 mesecev, prvih 9 mesecev po 7. oktobru. In ko so Združene države Amerike vodile bitko za Mosul v Iraku 9 mesecev, je New York Times o tem poročal z 80 članki, v katerih je bilo omenjeno, da je bilo v upravičenem boju žal ubitih od 10 do 40 tisoč civilistov. V prvih 9 mesecih po začetku konflikta v Gazi, po 7. oktobru, je New York Times objavil 6656 člankov. Tako so vsi Američani in vsi ljudje po svetu pod ogromnim pritiskom medijev. Wow. Poleg tega so bili ameriški Judi vzgajani tako, da se prilagodijo in se vključijo. In še posebej, ker je veliko ameriških Judov bolj na levi strani političnega spektra. In zdaj ima leva stran skupino ljudi, ki so tako silovito proti cionizmu, da preprosto popustiš pritisku. Tako da so ankete zagotovo zaskrbljujoče, vendar ne verjamem v paniko. Ker kot zgodovinar lahko gledam dolgoročno. Vem, da je na primer leta 1989 komaj 45% Američanov podpiralo Izrael. Nato pa je v 2 letih ta številka poskočila zaradi vojne v Perzijskem zalivu. Vem, da je 7. oktobra 61% Američanov, ne samo ameriških Judov, podpiralo Izrael. Več kot 80% ameriških Judov pa je podpiralo Izrael. Torej smo v zelo težkem trenutku. Imamo tudi veliko napetosti, seveda, glede izraelske vlade in glede Trumpa. In zato je morda to nekakšen popoln vihar okoliščin, ampak mislim, da jo bomo prebrodili. No, toliko različnih plasti se odvija hkrati. Vidimo toliko sprememb v upravah od 7. oktobra dalje. In seveda vsi nemiri na kampusih in kaj se dogaja z modanjem, ampak imaš prav, mislim, da je zanimivo vsa ta stvar z asimilacijo. To je del ameriške judovske izkušnje skozi stoletja. Ampak mislim, da je 7. oktober povzročil to, da je prebudil veliko ljudi, ki so bili kot vseeno mi je, jaz sem asimilirana. Ugotovila sem, da se kljub temu, da se vklapljam, ko pride do resnih situacij, ti pogledi na Jude še vedno obstajajo. Tudi če jih prej nismo izkusili, ampak šele po 7. oktobru. Prav, tako da nasprotovanje antisemitizmu, ki se je pojavilo, je bil osupljiv. Imamo ta pojav, da se nekateri ameriški Judi distancirajo in so o tem veliko glasnejši in bolj zagrizeni. Ampak opozarjate tudi na ta porast. In veste, resnica je, da je bila judovska zgodovina pravzaprav velik del zgodovine, a še posebej judovska zgodovina, bolj določena strani jedra, strani skupine ljudi, ki so ostali zavezani. In vedno so bili tudi drugače misleči. Vedno so bili ljudje, ki so na nek način zapustili judovstvo, cionizem in Izrael. Zato se rad osredotočam na tisto, kar imenujem Pilates. Okrepimo jedro. In tudi naučil sem se od svojega strica Irva, ki je bil v tem poslu, bil je kot iz serije Mad Men. Bil je eden največjih oglaševalcev v 50., 60. in 70. letih. In ko se je po 50 letih v oglaševalskem poslu upokojil, je rekel, da je ena stvar, ki se je naučil, da je v Ameriki edina stalnica sprememba. In še ena stvar, ki jo moramo dodati, je, da smo trenutno v obdobju manije, resnične proticionistične manije. In tudi to ima ogromen vpliv. Če pomislite na zadnjih 6-7 let, smo imeli manijo. Morda se z njo strinjate ali pa ne, ampak imeli smo manijo glede Georgea Floyda in rasizma. Imeli smo manijo glede gibanja Me Too. Imeli smo manijo glede transspolnosti. Obstajajo trenutki, ko mediji in še posebej družbena omrežja stvari še dodatno podžgejo. In spet lahko ste na eni ali drugi strani vprašanja.
O tem ne govorim, ampak govorim o trenutku, ko še posebej majhna predana manjšina potiska neko agendo in ta nekako postane splošno sprejeta. Torej, moramo preživeti tudi to dimenzijo. Prav, in veste, pojdimo zdaj še na bolj lokalno, na New York. In vemo, veste, vse drame, ki se dogajajo z Mamdanijem in potem te umestne volitve, kjer je veliko ljudi, ki jih je on podprl, zmagalo na kongresnih predizborih, kar bo še naprej spreminjalo podobo. Ampak ena zanimiva stvar je, veste, če pogledamo politično, ugotavljamo, da so ameriški Judi dejansko bolj naklonjeni ali naredijo Mamdanija bolj priljubljenega kot Netza in Netanjahuja, celo tisti, ki se identificirajo kot Judi in jim je mar za Izrael. To je skoraj oksimoron. Torej, spet gre po eni strani za trenutek zmede glede identitete. Prav tako je prišlo tudi do demonizacije. Obstaja odlična knjiga iz leta 1972 o teh manijah, ki jo je napisal Stanley Cohen z naslovom Moral Panics and Folk Devils. In Izrael, še posebej Bibi, je postal ljudski hudič. Netanjahu je postal ljudski hudič, celo med podporniki Izraela, celo med ljudmi, ki se imajo za cioniste. Hkrati pa Mamdani ima nekakšen, veste, sijaj okoli sebe. Tako da spet, ni presenetljivo, da to vidimo, je pa seveda zaskrbljujoče. Imam prijatelja, demokratskega kongresnika iz Srednjega zahoda, bom kar tako rekel, ki pravi, ne pozabi, Manhattan je otok. In poudariti moramo tudi, da je dan potem, ko so trije Mamdanijevi prijatelji, trije kandidati za kongres, zmagali v New Yorku, republikanski kongresni odbor poslal rože Hakimu Jeffreysu in sožalno pismo. In rekli so, najprej, žal nam je za vašo izgubo, ampak tudi hvala lepa, ker ste nam olajšali življenje. Trenutno vidimo v demokratski stranki nekakšno državljansko vojno. Očitno je veliko jeze proti Trumpu, Trump pa je združevalec, vendar to prikriva globoke razkole med skrajno levico, ki ne pozna milosti, ima nekakšen samomorilski pacifizem, je proti policiji, proti ICE, proti Trumpu in proti Izraelu. In to uporabljajo, da bi pritiskali na preostanek stranke, ki je proti Trumpu, vendar ni tako skrajen. In kako to uravnotežiti? Ja. Mislim, v Izraelu imaš dovolj strank znotraj strank, ampak ja, v vsaki od njih je veliko sivine. Žal nam je zmanjkalo časa, ampak to je bilo zelo zanimivo. Giltroj, najlepša hvala. In vsi, ne pozabite preveriti njegove e-knjige The Essential Guide to the US-Israel Partnership. Še enkrat hvala.